Par stvari. Zdaj, v okviru financiranja je že predsednik na začetku začel nagovora, da ocenjuje, da je tega denarja premalo. Tega denarja bo vedno premalo. Ne glede na to, koliko ga zagotovimo, seveda bodo potrebe naraščale hitreje od razpoložljivih virov. Pogosto tudi zato, ker seveda je za javne zdravstvene sisteme značilno to, da ljudje ne čutimo proračunskih omejitev in se v bistvu obnašamo tako kot otroci doma. Če proračunske omejitve ne čutiš, se obnašaš in trošiš drugače. Tako da v javnih zdravstvenih sistemih vedno proračunska omejitev je in jo je treba spoštovati. Eden od načinov, kako seveda poskušamo doseči to, da vsi deležniki spoštujejo te proračunske omejitve, tudi skozi načine plačevanja izvajalcev. In že zelo dolgo časa nazaj smo se odmaknili od plačevanja izključno po opravljenih storitvah, ker ima pač ta način plačevanja v sebi vgrajeno spodbudo, da seveda se potem povečuje obseg opravljenih storitev, pa če je to upravičeno ali ne. Ja, to je v bistvu najdražji sistem, ki obstaja. Zato so se uvajali tudi drugi sistemi. Zdaj pa, če se, da bom vseeno fokusirana na odgovor na vaše vprašanje, ko opazujemo ta eksperiment, da zagotovimo več denarja za to, da povečamo dostopnost, je treba predvsem razumeti eno stvar, da čakalne dobe nima enega samega vzroka. Čakalne dobe imajo v bistvu 5 vzrokov. Zdaj, lahko je vzrok za čakalne dobe to, da potrebe prebivalstva so in za naslovitev teh potreb nismo namenili dovolj denarja. Recimo v celi strukturi košarice smo na nek neustrezen način denar prerazporedili. Kadar je to razlog, potem seveda je več denarja lahko odgovor, da čakalne dobe odpravljamo. Ampak pogosto seveda čakalne dobe, zlasti pri nas, ne izhajajo iz tega naslova. Drug razlog za čakalne dobe namreč je lahko ta, da denar zagotovimo, potrebe tudi pravilno načrtujemo, ampak nimamo ustreznih zadostnih kapacitet. In bodo čakalne dobe nastale ne glede na to, koliko denarja zagotovimo. Od leta 2019, to bo seveda direktorica ZZZS še bolj podrobno predstavila, od leta 2019 do zdaj se je v blagajno ZZZS nateklo več kot milijardo dodatnega denarja. Mi smo v preteklem lanskem letu 9,2 milijardi evrov zbrali v Sloveniji za vse prispevke, se pravi zdravstvo, pokojnine in tako naprej. In če samo letošnje leto pogledamo, letošnje leto v bistvu bo dodatnih 780, če zaokrožam, milijonov se nateklo iz seveda doplačil, ki jih imamo zdaj z obveznim zdravstvenim prispevkom. Upeljana je bila že v zakonodajo dodatna prispevna stopnja za dolgotrajno oskrbo, kar je dodatnih 570 milijonov evrov. Jaz opravičujem, ampak zelo težko bo zagotoviti dodatno rast javnega financiranja, pri čemer v bistvu bomo v Sloveniji zdaj za to reformo, ki smo že izvedeli, in z ukinitvijo doplačil, ki so bila predmet dopolnilnih zavarovanj, bomo prva ali pa druga država v EU po deležu javnega financiranja. Tako da, tle je treba malo na to opaziti, in zdaj tudi, če zagotovimo dodatne vire, pa temu ne sledijo kapacitete, bodo čakalne dobe nastajale. To je drug razlog. Tretji razlog, na katerega je tudi treba seveda računati, je lahko učinkovitost oziroma neučinkovitost izvajalcev in mreže. Neučinkovitost v bistvu izhaja lahko na ravni posameznih izvajalcev, lahko je pa tudi naša zdravstvena mreža postavljena seveda na ta način, da ne izkoriščamo ekonomijo obsega, kar povečuje stroške. Zdaj, če imamo omejene vire, pa so stroški izvajanja dejavnosti višji zaradi različnih razlogov, lahko so plače višje, lahko so stroški višji in tako naprej, potem seveda bomo pri istem znesku denarja zagotovili manjši obseg storitev. En zelo pomemben element je pa še ta, in ta je tudi v Sloveniji zelo prisoten, da seveda mi po eni strani pričakujemo, da bo plačnik načrtoval potrebe in skladno s tem tudi strukturo zdravstvene košarice. Zdaj pa, ko ti enkrat dorečeš strukturo zdravstvene košarice, je treba seveda doreči tudi strukturo mreže. To dvoje pa pri nas v bistvu relativno neusklajeno. Če pogledate, kako se odloča ZZZS o financiranju novih storitev, po enih metodologijah in po enih principih, če pa želiš recimo investirati v kapacitete, je pa to lahko recimo na podlagi analize dobrobiti in stroškov na Ministrstvu za zdravje in ta odločevalca med sabo ne sodelujeta. In se pogosto zgodi, da se pravzaprav investira v kapacitete, ki nimajo zagotovljenega financiranja zdravstvenih programov. Ali obratno. Imamo denar za storitve, pa ni seveda zagotovljenih kapacitet. Tako da to neusklajeno načrtovanje mreže pa košarice je tudi pomemben problem, na katerega ne smemo pozabiti. Pa še ena stvar,
mi temu rečemo strokovno moralno tveganje, tudi pacienti smo pogosto uporabniki, smo tudi malo delček tega problema. Vi ste lepo izpostavili, da seveda ne uporabljamo nobenih finančnih spodbud na strani povpraševanja, tudi vratarstvo nam seveda nagaja zadnje čase, kar pomeni, da imamo še šibkejše spodbude na strani povpraševanja. In to, da ljudje ne prihajajo na obiske, da zavržemo za ne vem koliko je bil podatek par dni nazaj, 70 ton zdravil in tako naprej, tudi prispeva k stroškom, kar seveda pomeni, da strošek nastaja, kapacitete so zasedene, dostopnosti pa vseeno zato ni.